Teja, a je zdaj čas? Je. Zdaj pa je čas. V redu. Fajn. Ok. Naredili bomo tretjo seznanitev s prisotnostjo in se preštejemo. Na Zoomu nas je 42. Ti boš zapisala, koliko nas je tukaj notri. 57 vse skupaj nas je zbranih, se pravi, če je prisotnih 10 članov društva, lahko nadaljujemo s potekom sprejetja dnevnega reda 6. izrednega občnega zbora. Sedaj povem, da bomo izvedli ta dnevni red 6. izrednega občnega zbora v teh 4 točkah, od katerih so 3 pomembne in 1 spodbudna. Začnem s prvo točko. Kot sem prej povedal, zapisnik smo potrdili, zdaj gremo na prvo točko in sicer na drugem rednem letnem občnem zboru društva, ki je potekal dne 17.9.2022, je društvo na redni seji začasnega člana na podlagi 10. točke 26. člena predlagalo gospoda Borisa Veneta. Predlagani častni član društva je sprejeti predlog društva najprej sprejel, kasneje pa pisno zavrnil. Zato bo društvo Belis priznanje, tako kot je skladno z zapisnikom, ki je potrjen, priznanje častnega člana skladno s predlogom upravnega odbora spremenilo tako, da članstvo podeli Sveti Trojici, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, ki nam je milostno omogočila in še omogoča delovanje za dobro slovenskega ljudstva. Damo na glasovanje za častnega člana trojedinega Boga in ga povabimo v svoja srca ta hip in dajem na glasovanje vsem, če ima kdo pripombo, naj pove sedaj. Jaz sem proti. Eden glas je proti. Dobro, kdo je to? Danica. Danica je proti. Ok. Še kdo proti? Jaz tudi. 2 glasova proti. Jaz tudi. 3 proti. 4 proti. Še kdo iz Zooma? V redu, s 4 glasovi proti in s kolikimi za? 53? 53 za. V redu. Ok. Nisem za. To se pravi, še en glas proti. Povejte korajžno. Ja, jaz sem tudi proti, samo nisem mogel noter. Ok. To se pravi, imamo zdaj 6 glasov proti. Še kdo proti? Še kdo ne more v Zoom? V mikrofon. Mikrofon morate priključiti, takole stisnite na mikrofon pa povejte. Sem proti. V redu, si preštela glasove proti? Ja, 6. 6 glasov proti, koliko za? 51. Ok, 51 za, 6 proti, se pravi, sklep je sprejet pod točko 1, da članstvo podelimo, častno članstvo podelimo Sveti Trojici, Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, ker nam je milostno omogočal in nam še omogoča delovanje za dobro slovenskega ljudstva. Ok, tukaj je ta častno članska priznanje, ki ga bomo izpostavili v prostorih, kjer bo na častnem mestu. In se zahvaljujemo za to in gremo naprej na točko 2. Točka 2 je informativne narave in sicer
Delovno predsedstvo še vedno naproša člane društva Belis k sodelovanju zbiranja podpor za volitve srčnega novega predstavnika Slovenije 2022, saj smo do danes zbrali manj kot 5000 potrebnih glasov za kandidate društva Belis, da bi izmed člana postavili nekoga za kandidata predsednika Slovenije. Tako da, kdor ima moč, kdor še ni, povabljeni, pejte po podpore in jih seveda tudi prinesite ali pošljite po pošti, tako kot je v navodilih napisano. To je ta pobuda uradna danes. Zdaj pa takole, tretja točka, pridemo danes na tretjo točko, ki jo bom prebral. Na današnjem 6. izrednem občnem zboru se nam je predstavil še en zunanji kandidat za predsednika Slovenije, in sicer gospod Ludvik Poljanec. V primeru, da do 27.9.2022 društvo Belis kljub naporom zbere manj kot 5000 pisnih podpor, s katerimi bi lahko kandidat eden izmed 3 članov društva Belis, bo upravni odbor dne 27.9.2022 na izrednem upravnem odboru ob 19. uri predlagal, da se zbrane podpore svečano izročijo tistemu zunanjemu kandidatu za predsednika Slovenije, ki bo po mnenju upravnega odbora v skladu z 9. členom statuta društva Belis. Z glasovanjem bomo potrdili, da najvišji organ društva, to ste vi, občni zbor, pooblasti z glasovi sedaj upravni odbor, da dne 27.9.2022 ob 19. uri odloči o podporah. Ste razumeli vprašanje oziroma zakaj glasujemo? Ja ali ne? Ja. Ok. Ima kdo proti? V redu? Nihče ni dal glasa proti, se pravi, upravni odbor bo dne 27.9., ko se izteče čas, ob 19. uri odločil o prispelih podporah za kandidata, ki bo v skladu z 9. členom statuta društva Belis, in jih bomo temu kandidatu, vkolikor ne zberemo 5000 glasov za našega notranjega kandidata, dal zunanjemu kandidatu. Hvala lepa vsem članom za to podporo do zdaj, prosimo pa seveda, če se da še. Tako, to je zdaj tretja točka zaključena in gremo na zadnjo točko glasovanja. Javna predstavitev našega člana društva Belis, gospoda X, ki je kandidat za predsednika Slovenije kot član društva, je vezana na dejstvo, da je društvo do dne 24.9.2022 zbralo manj kot 5000 pisnih podpor in tako je upravni odbor odobril njegovi želji, da se danes ne predstavi. Ali se s to odločitvijo strinjate? Ima kdo kaj proti? Tle se strinjajo, na Zoomu v redu, ok. Brez glasu proti smo podprli oziroma sprejeli odločitev gospoda X, ker ni sprejetih 5000 pisnih podpor, da se ne izpostavi in ne predstavi. Hvala lepa. Z glasovanjem 4. točke dnevnega reda uradno zaključujem ta 6. izredni občni zbor z dne 24.9.2022 in nadaljujemo z rednim programom našega 82. Zoom srečanja, rednega sestanka članov Društva za srečno življenje Belis.